V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Zbrali smo se v spomin na Filipa Terčelja ob 80-letnici njegove mučeniške smrti. Spominjamo pa se tudi pokojnega gospoda Bogdana, ki se je zelo zavzemal za to, da bi postalo Terčeljevo življenje in njegove kreposti Primorcem in Slovencem bolje poznane. Filipu Terčelju moramo biti hvaležni za mnogo stvari. Primorcem nam je svetel zgled za neutrudno ohranjanje slovenščine in slovenstva v nevarnih časih fašizma. Učiteljem in vzgojiteljem nam je vir navdiha s svojimi prizadevanji za oblikovanje mladih v čuteče in odgovorne ljudi. Vsem nam pa je kažipot k človečnosti, ki je ukoreninjena v globoki povezanosti z Jezusom. Na začetku te svete daritve se ozrimo vase, obžalujmo svoje grehe in pripravimo v svojem srcu prazen prostor, da ga bo lahko napolnila Božja beseda in Božja milost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
vsemogočni Bog. Tvoj večni sin je kot človek postal naš brat. Pomagaj nam, da bomo tudi mi vedno bolj podobni njemu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Boga ljubimo, ker nas je On prej ljubil. Ako kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnik. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, kako more ljubiti Boga, ki ga ni videl? To zapoved imamo od njega, da kdor ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Vsakdo, ki veruje, da je Jezus Kristus, je rojen iz Boga. In vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. Zakaj v tem je Božja ljubezen? Da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet, naša vera. Božja beseda.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril: Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim. To je Božja beseda. Evangelija po Luku. Tisti čas se je Jezus vrnil v moči duha v Galilejo in glas o njem je šel po vsej okolici. Učil je v njih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen, ter po svoji navadi šel v sobotni dan v shodnico, ter je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo ter našel mesto, kjer je bilo napisano: Gospodov duh je nad menoj, zato me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja. Zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sedel. Vseh oči v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: Danes se je to pismo spolnilo, kakor ste slišali. Vsi so mu pritrjevali in se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust. To je Kristusov evangelij. Najprej želim vsem izročiti pozdrav in blagoslov našega škofa Petra, ki se je danes dopoldne ob 10. uri odpeljal že v Rim, kjer v ponedeljek zjutraj začnejo naši slovenski škofje obisk Limina. To je en tak periodični obisk
pri papežu in v pristojnih dikasterijih rimske kurije. Pa si je vzel čas še jutri, zato da opravi nekaj svojih opravkov, ki jih je imel v Rimu. Sedaj je že v Rimu in nas o tem vse blagoslavlja in tudi obljubil je tudi bližino v molitvi v tem času, ko bomo tukaj darovali sveto mašo. Če se tudi vi malo razgledate okrog, tako kot zdaj jaz gledam vas, se nam zdi zelo logično, da se vidimo. Pa vas vendarle vprašam, kako to, da vidimo ljudi in stvari okrog sebe? Enkrat so mi na tako vprašanje otroci odgovorili, ker imamo oči. Ampak vsak z nekaj vedenja o fiziki ve, da ljudje lahko vidimo svet, stvari, druge ljudi okrog sebe zato, ker neko svetilo, nek vir svetlobe oddaja svetlobo in če ta svetloba zadene v neprosojno telo, potem se svetloba odbija od predmetov in ljudi v naše oči in potem lahko vse to okrog sebe vidimo. Pa dovolite mi še en malo hudomušno ugotovitev. Še en razlog je, kako to, da se vidimo. Ja, ta, da smo tukaj. Če nas ne bi bilo tukaj, potem se ne bi videli. Glejte, zakaj ta hudomušnost? Zdi se mi, da so enaki razlogi kot v fiziki, tudi razlogi, ki nam omogočajo, da vidimo tudi na duhovnem, da ne rečem metafizičnem področju. Med leti 1917 in 1946 je bil duhovnik Filip Trčelj. Res je bil čvrst, zavzet, pokončen, delaven, čustven. Prav povsod, kjer je bil, je bil. V Škofji Loki, Kölnu, Mönchengladbachu, Gorici, Campobasu, Ljubljani in slednjič tudi v Davči. Tako je bil, da so ga že takrat opazili prijatelji in sovražniki. Tisti, ki jim je pomagal in tisti, ki mu niso hoteli pomagati. Tako je bil, da še danes vidimo njega, njegovo osebnost in njegova dela. In vedno bolj se zavedamo, da se osebnost Filipa Trčelja tako močno sveti, ker je on zares pustil, da ga je osvetlil Bog, luč in ljubezen. Apostol Janez nam v svojem prvem pismu polaga na srce: preljubi. Boga ljubimo, ker je on nas prej ljubil. Tako nam kliče v zavest, da sem od Boga ljubljen. In tako nam kliče v zavest, da luč tistega, ki je trikrat sveti, sije na vsakega človeka. In vsak človek ima možnost odzvati se klicu življenjskih okoliščin in v teh življenjskih okoliščinah konkretno imeti rad človeka ob sebi, kolikor pač zmore in kolikor mu je dano. Človeka, ki izbere tako možnost, vidimo kot svetega, ker iz njegovega bitja in iz njegovih dejanj sije Božja svetost. Če besede svetega Janeza nanesem na duhovnika Filipa Trčelja, potem bi lahko rekli: kdor ljubi svojega brata, ki ga vidi, ljubi tudi Boga, ki ga ne vidi. Zato zares hvala, spoštovani gospod Filip. Hvala za vsa vaša dela ljubezni do človeka. In še bolj hvala, ker ste sami sebe tako postavili v življenje,
da ste nam še danes odsev Božje svetosti. In še eno prošnjo pošiljam k vam, dragi gospod Filip. Prosite za nas in nam pri Bogu izprosite milost, da bi tudi mi v našem času zavestno razmišljali o Božji luči svetosti, ki tudi vsakega od nas vabi, da bi v našem času bili odsev njega samega, v naših delih, v naši ljubezni do bližnjega. Jezus je po pravici rekel v shodnici, danes se je to pismo spolnilo. Tudi po delih svetnikov se je spolnilo pismo odrešenja v njihovem času. Gospod Terčelj, izprosite nam milost, da se bo evangelij odrešenja izpolnjeval tudi v našem danes. Molimo veroizpoved. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Na predvečer praznika Jezusovega krsta, ko se Bogu zahvaljujemo za milosti, da je gospod Filip Terčelj mogel živeti svoje krstno in službeno duhovništvo in v njem pričevati do smrti, skupaj prosimo nebeškega Očeta. Za sveto cerkev, družino Božjih otrok, da bi na zemlji v vsakem času zgodovine spomnjevala svoje poslanstvo. Za vse, ki morajo skrbeti za skupno blaginjo, da bi njihovo delo usmerjala načela evangelija. Za naše družine, da bi se svoje otroke dajale krstiti in jih na to zares krščansko vzgajale. Za vse nekrščene, da bi vsi dobili milost spreobrnenja in dar svetega krsta. Za vse, ki smo bili krščeni kot otroci, da bi svoj krst kot odrasli izpričevali z resnično krščanskim življenjem. Za duhovnike, ki so se poslovili z tega sveta in so nas vodili k Kristusu, naj bodo naši priprošniki v nebesih. Ljubljeni sin nebeškega Očeta,
Pomagaj nam vsak dan spolnjevati očetovo voljo in usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Oče, sprejmi naše darove ob razodetju svojega ljubljenega Sina. Pridruži jih daritvi njega, ki je izmil grehe sveta in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. S čudovitimi dogodki ob reki Jordanu si napovedal skrivnost novega krsta. Glas iz nebes je naznanil, da se je tvoja beseda naselila na zemlji. Sveti Duh v podobi goloba je bil znamenje, da je tvoj služabnik Jezus obljubljeni odrešenik, ki ga pošiljaš oznaniti blagovest v Bogi. Združeni z angeli v nebesih te vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Bogdana, ki si ga s krstom in duhovniškim posvečenjem pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. In spomni se tudi našega brata Valentina Zdravka in vseh ostalih, ki so zaspali v upanju na vstajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko pričakujemo izpolnitev blaženega upanja, prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve.
Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Besede Filipa Terčelja. Zmaga nad hudim in moralnim je mogoča le z Bogom, tako da Boga iščemo ter se z njim družimo. Iz njega je milost in mir. Takega miru si zaželimo s pogledom, stiskom roke. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo vekomaj živel.
Dobri Bog, okrepčal si nas svetimi darovi. Ponižno te prosimo, naj zvesto poslušamo tvojega Sina, da se bomo smeli imenovati in tudi bomo tvoji otroci. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta, naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike Evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih nekoč vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.